Uroš Tkalec je zaposlen kot znanstveni sodelavec na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Institutu Jožef Stefan, pedagoško pa deluje kot docent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Doktorsko disertacijo z področja koloidnih struktur v tekočih kristalih je zagovarjal na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana v Ljubljani. Zanjo je prejel Pomursko raziskovalno nagrado 2010 in mednarodno nagrado Glenn Brown Prize 2012. Podoktorsko se je usposabljal na Max Planck institutu v Göttingenu, kjer se je usmeril v mikrofluidiko tekočih kristalov. Na tem področju vodi danes tudi laboratorij in sodeluje z raziskovalci iz Ljubljane, Čikaga, Ohija in Južne Koreje. Dr. Tkalec je hkrati avtor 22 izvirnih znanstvenih člankov v uglednih revijah, ki so citirani več kot 1900-krat. Bil je vabljeni predavatelj na mednarodnih konferencah, poletni šoli v Južni Afriki in na uglednih univerzah v Evropi in ZDA. Pomurskega akademika dr. Uroša Tkalca poznam že Facebooku. Bil je tudi moj študent na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in že v časi študija se je pokazal kot med najboljšimi v generaciji in seveda tudi kasneje na doktorati. In v časi po doktorati se je tudi pridružil Pomurski akademiji. Njegovo raziskovalno področje so tekoči kristali, ker je bolj ali manj poznamo po teh zaslonih, ki jih na računalnikih srečamo ali pa na telefonih. Je pa dnešnje predavanje eno tistih, s katerim da nam pokazal, kako so pa tudi indri tekoči kristali lahko fejst zanimivi, popularni, pa predvsem uporabni. In Urošove raziskave so takšne, ki so prodorne, ki res napravijo nekaj novega na tom področju. Če pogledamo njegovo bibliografijo, on ima objave v najbolj eminentnih revijah, v katerih tudi starejši, izkušenejši raziskovalci notri ne morejo priti. In zavolj toga je seveda tudi k njej naključje, ki je Uroš dobil Blinčevo nagrado, to je najvišja možna nagrada, ki jo lahko fizik dobi pri nas. In lahko si mislimo, kako velika konkurenca je na področju fizike, če samo cel inštitut Jožef Stefan, ki na tom področju dela, vzamemo v misel. In zavolj toga smo toliko bolj veseli, ko Uroš vsako leto pride na konferenco Pomurske akademije in predvsem, ko nam tudi pokaže, kaj je novega na področju njegovih raziskav. Zato vabim, ko se zanimivo predavanje pomurskega akademika dr. Uroša Tkalca, ki pogledamo. V prispevku so predstavljeni rezultati o mobilnosti in kemijski aktivnosti kapljic vode na spolzkih površinah, ki temeljijo na anizotropnih lastnostih tekočih kristalov. S tekočino impregnirane površine, ki odbijajo tako vodo kot olje, so zadnja leta v ospredju raziskav zaradi izjemnih lastnosti, kot so odpornost na zmrzav, samoceljenje, optična prosojnost in nizka cena izdelave. Obetajo številne možnosti uporabe, med drugim v medicini, pri dezinfekciji embalaže, izdelavi prevlek in preciznem zaznavanju kemikalij. Letos so bile izdelane prve take površine na osnovi tekočih kristalov, ki omogočajo selektivno kontrolo premikanja in spreminjanja kemijske sestave kapljic vode glede na temperaturno nastavljivo mesofazo. Izkaže se, da na drsenje kapljic prvenstveno vpliva pozicijski red tekoče kristalnih molekul ob stični plasti, medtem ko je prenos kemikalij med nemešljivima tekočinama odvisen od orientacijskega reda mezofaze. Polzeče kapljice na takih spolzkih površinah lahko izjemno učinkovito odstranjujejo ione težkih kovin, kar nakazuje uporabo pri varovanju okolja, biomedicinski diagnostiki in kemijski sintezi. Tekoči kristali tvorijo pri različnih temperaturah različne mezofaze, na primer delno pozicijsko urejeno smektično fazo in le orientacijsko urejeno nematsko fazo. Čeprav so statične lastnosti kapljic vode na teh mezofazah podobne, je močno različen njihov dinamični odziv pri drsenju po nagnjeni spolzki površini.
S spremembo temperature tekoče kristalne površine lahko sprožimo fazni prehod med mezofazami in na ta način prenesemo mikroskopsko majhne kapljice barvila iz take porozne podlage v večjo kapljico vode na površini. Ta inovativni pristop k prenosu majhnih količin barvil in tudi ionov se kaže uporaben pri odstranjevanju ionov težkih kovin iz vode. Ponovimo lahko nekaj 100 ciklov zaznavanja in samočiščenja vodnih kapljic na tekoče kristalni podlagi in tako prispevamo k varovanju okolja. Dober dan tudi z moje strani, vsem prisotnim. Nekako še malo ostajamo v bistvu v stiku s Kitajsko, bi jaz rekel tudi pri mojem predavanju. In sicer to delo, ki ga bom danes predstavil, je nastalo v sodelovanju s kitajskim raziskovalcem, ki sicer deluje v Ameriki in sem ga tudi spoznal na konferencah v Ameriki. Tako da, v bistvu, on je bil drugače postdoc na Harvardu in pred 2 letoma je nekako začel samostojno delati tudi na univerzi Ohio State University. No in takrat smo nekako začeli sodelovati in zdaj, ker je on drugače po profilu bolj kemijski inženir in tudi njegovi kolegi so bolj iz te stroke, so nekako ugotovili, da bi rabili še enega fizika in so se potem pač obrnili na mene. Tako da zdaj v okviru predavanja vam bom nekako predstavil, kako, v bistvu moja vloga je bila mogoče bolj svetovalna, ampak nisem sam delal teh eksperimentov, smo se pa tudi z mojim mladim raziskovalcem pred 1 letom v bistvu pridružila tem raziskavam in zdaj tudi že nadaljujeva te stvari. Zdaj nekako gre beseda o spolzkih tekoče kristalnih površinah, se pravi, kot boste videli, gre za drsenje kapljic vode na tako pripravljenih površinah, to je v bistvu relativno nova tematika in kot bomo videli, vplivajo tekoče kristalna faza na to, kako hitro ali pa pač uspešno recimo te kapljice drsijo. Pokazali so tudi, da lahko potem prenašamo recimo barvila med to podlago, tekoče kristalno podlago in pa samo kapljico na površini in da lahko to metodo ali pa pristop uporabimo tudi za zaznavanje in pa odstranjevanje ionov težkih kovin. Zdaj to delo je bilo v bistvu letos oktobra objavljeno v reviji Science Advances, kar je bil tudi nekako kar lep uspeh recimo za to raziskavo. Zdaj, take spolzke, s tekočino impregnirane porozne površine, to nekako je v bistvu ta SLIPS kratica v angleščini, ki to pomeni, je nekako povezano z odkritjem pač takih vrst površin, se pravi na Harvardu. Joanna Eisenberg je tukaj na sliki, ta profesorica je nekako prva razvila tak tip površin. Zdaj, njihova značilnost je to, da so v bistvu odporne recimo na visoke tlake, da so omnifobne, to pomeni, da odbijajo večino tekočin, tako olje kot vodo, da so pač sposobne samoceljenja, tudi dostikrat so lahko optično prosojne in da jih je relativno enostavno pripraviti. Zdaj tu vidimo 2 primera, recimo, če potrosite nek, ogljike ali pa kakšne saje recimo na tako površino, lahko potem zelo enostavno to očistite in spravite dol. Drug primer je pa recimo iz MIT-ja, tudi ena konkurenčna skupina, kjer je ta posnetek mogoče že tudi kdo je videl, kjer recimo kečap lahko spravite ali pa zobno pasto potem iz tako premazanih embalaže recimo ven, se pravi, dosti manj ostankov recimo ostane na tak način. No, mi smo se pa nekako lotili, se pravi, take površine so v bistvu narejene iz nanostrukturiranih vzorcev in rabite seveda drago tehnologijo, recimo litografijo za pripravo tega. Mi smo se pa tega lotili na drugačen način, se pravi, da smo probali uporabiti tekoče kristale za tako podlago, se pravi tako mehko snov, in sicer v kombinaciji z določenimi polimeri, ker problem je tu, da se tekoč kristal in voda ravno ne marata preveč in se seveda ponavadi voda razlije potem, tako kot po olju recimo, in je bil problem stabilizirati kapljice. To je bila prva stvar, ki so jo seveda ti kolegi v Ameriki, se pravi v glavnem kitajski raziskovalci, uspešno rešili na ta način, da so naredili take filme, se pravi neke vrste struktura gobe, v katero potem na vrh naliješ tekoče kristalno plast in dobro, ta enačba samo kaže to, da je pač ta medfazna energija za tako plast večja kot samo
kot takrat, ko jo prekriješ z vodo. Se pravi, to je omogočilo, da se v bistvu kapljice obstanejo na takih površinah in potem seveda lahko s temperaturo spreminjamo tekoče kristalno fazo. Se pravi, bodisi pri nizki temperaturi imamo kristal ali pa smektično fazo, bom takoj povedal, kaj to pomeni. Pri višjih imate pa potem nematsko ali pa izotropno fazo. In zdaj, kot vidimo, oblika kapljice se malo spreminja, ampak kontaktni koti tudi niso zelo različni. Mi smo recimo septembra 2020, se ne vidi najboljše, začeli tudi s pripravo takih vzorcev, ko sem jaz dobil novega mladega raziskovalca. Ja, se pravi, zdaj te faze se razlikujejo po urejenosti na nek način. Se pravi, tekoče kristale tvorijo take podolgovate paličaste molekule in zdaj, če so zložene tako pozicijsko kot orientacijsko, govorimo o kristalni fazi, to je običajno pri neki nizki temperaturi. Potem pri sobni, recimo, dobimo smektično fazo, kjer imamo še vedno delni pozicijski red in pa orientacijski red. Pri nematski fazi se pozicijski red izgubi, se pravi, imate to zamaknjene molekule gor-dol, v izotropni fazi pa se podre v bistvu kakršenkoli red in to je podobno, kot imamo recimo običajne izotropne tekočine. No in zdaj nekako smo razmišljali, da različne te mezofaze lahko omogočijo različne odzive ali pa pač uporabo teh faz na obnašanje teh kapljic. Zdaj, neke statične lastnosti so si sicer podobne, ampak dinamični odziv je bil pa v bistvu glede na fazo, ki jo imamo spodaj, različen. Se pravi, glede na premikanje kapljice na taki podlagi. No in to nam je nekako potem nakazalo tudi možnost aktivacije, prenosa recimo kemikalij med tema stičnima površinama. Ja, zdaj tu so naredili recimo z goniometrom take posnetke v Ameriki, se pravi poskuse, kjer vidite, da rabite različne naklonske kote, da začnejo kapljice vode na takih površinah drseti. Recimo pri kristalu lahko v bistvu obrnete pravokotno površino, pa kapljice ostane pri miru, medtem ko v smektični fazi recimo je potreben relativno velik naklon, okrog 35 stopinj, pri nematski in izotropni, ki sta pa obe že tekoči stanje, pa je ta naklon majhen, okrog 2 stopinji. In to je seveda potem povezano. Zdaj vidimo nekako, da ta pozicijski red, ki je pač pri kristalni fazi podoben, pa pri smektični močno vpliva, ker se pa izgubi seveda pri nematiku pa pri izotropni fazi, močno vpliva na to, kdaj kapljica zdrsne. To so potem razložili tudi z merjenjem sil, recimo s tako disipativno silo ali pa silo trenja, ki ima tako statično kot dinamično komponento in so potem tudi opazili različne načine tega zdrsa. Se pravi, ali se ta kapljica lepi in spet zdrsne, ali gre čist brez lepenja, oziroma pač opazijo tudi gladko polzenje. To recimo vidimo na tem posnetku, kjer se pri smektiku imamo tako, malo se zatakne, pa spet drsi, pa se spet malo zatakne, pri nematiku pa gre v bistvu to zelo gladko po površini. No in to so potem tudi modelirali, v bistvu z Landau-Levičevo teorijo, Darjaginovo teorijo, kjer imamo nekako povezavo v bistvu med hitrostjo tega drsenja pa med kapilarnim številom. In ta režim je v bistvu bil podoben kot pri izotropnih tekočinah, vsaj za nematsko fazo tudi, se je dalo to povedati. In pač ti podatki kažejo, da ta zveza v bistvu drži tudi za recimo nematik. Čeprav bi določeni popravki bili seveda še v teoriji tudi zaželjeni. Zdaj, če gremo na aplikacijo tega, pogledamo lahko si prenos barvila iz tekoče kristalne podlage v kapljico. Tukaj so dispergirali v bistvu zelo majhne kapljice tam velikosti mikrometrov z barvilom v tekoče kristalno podlago, to so te oranžne, potem se je podlaga segrela v izotropno fazo in kot vidimo se je potem barvilo preneslo z spremembo temperature, se pravi preko faznega prehoda v kapljico, veliko kapljico vode na površine. To se da videti tudi tule v filmčkih, recimo če damo tako kapljico vode gor, se zdaj segreje za 10 stopinj recimo ta površina in kot vidimo posrka na nek način ta kapljica v bistvu večino barvila iz podlage. Zdaj podoben efekt lahko sprožimo tudi z dodajanjem naboja. To je tisti filmček zraven, mogoče ga treba klikniti. Se pravi, če naredite recimo ali pa dodate ione, pozitivni ali pa negativni naboj na nasprotnih koncih,
se podoben efekt zgodi sicer v daljšem času, se pravi, treba mogoče čakati kako uro, ne. Ja, v bistvu je precej podoben posnetek, pa mogoče gremo kar naprej. Se pravi, nekaj podobnega ali pa en korak naprej od tega je bilo tudi potem v bistvu reverzibilno tako nalaganje in pa potem sproščanje barvila nazaj v kapljico. Se pravi, poskusili so tudi dati barvilo recimo v vodno kapljico in ga potem sprostiti zopet z recimo segrevanjem v izotropno fazo. Gre to barvilo, kot vidimo, v podlago, v tekoč kristal in potem obraten proces, da lahko zopet z dodajanjem recimo kapljice vode z določenim prisotnostjo surfaktantov, se pravi z določenimi ioni, tisti SDS to pomeni, tule potem pobiramo nazaj to barvilo zopet iz podlage. Se pravi, po svoje zanimiva zadeva, da lahko kontroliramo zdaj ta prenos med pač tekočim kristalom spodaj in pa kapljico vode na vrhu. In to se pač lahko dogaja v zaporednih ciklih. Seveda nek cilj ali pa taka prava recimo aplikacija tega pristopa je pa bila potem zaznavanje zelo majhnih koncentracij ionov težkih kovin. Tukaj lahko vidite recimo, če date čisto kapljico na podlago, tekoče kristalno podlago, ki ima sicer tudi prisotne sulfidne ione, po drugi strani pa daste tam na desni strani kapljico, ki ima prisotnost svinca, se pravi svinec, tale PB, plumbum, in vidimo, da se pač poteka kemijska reakcija, da se te pozitivno pa negativni nabiti ioni povežejo in nastane taka oborina, se pravi tak, kot vidimo, umazana kapljica, ki jo potem seveda lahko odstranimo iz podlage. Zdaj, s tem se da zelo natančno v bistvu določati koncentracije pa prisotnost ionov težkih kovin recimo v vodi, in tudi hitrost drsenja se zaradi tega, se pravi, v odvisnosti od koncentracije precej spreminja. Tako da lahko pač to uporabimo kot neko indikacijo za tole. V bistvu na koncu so ponovili podobne poskuse tudi še z drugimi kovinami, z bakrom, železom recimo, srebrom, kadmijem. In ja, to je bil eden od takih zanimivih pristopov, recimo tudi, kjer lahko z zelo visoko učinkovitostjo narediš neke vrste samočiščenje, recimo pač takih težkih kovin ali pa prisotnost težkih kovin v vodi z uporabo tekočih kristalov. Se pravi, to je bilo tudi nekaj novega in ja, se je izkazalo zelo učinkovito, recimo so demonstrirali po tem članku, da lahko ponovite 500 ciklov, takih pač kapljica pa odstraniš pa še, z isto podlago z več kot 95% učinkovitostjo. Tako, jaz bi v bistvu zaključil tule, tako da se še enkrat v bistvu zahvaljujem tem soavtorjem na ameriških univerzah. V bistvu so bili trije, ki so bili prej na Harvardu, pa so zdaj vsi imajo svoje skupine in njihovi študenti, kot rečeno, so mene pol povabili zraven, kot fizika, in zdaj v bistvu nadaljujemo to sodelovanje tudi z mojim mladim raziskovalcem, Rokom Štancem, kjer pa se midva v bistvu posvečamo zdaj padcem vodnih kapljic na take podlage in tudi opažamo v bistvu zanimive efekte pa režime, tako da mogoče bomo o tem čez kako leto ali pa dve tudi tu poročal. Hvala lepa za pozornost. Ste vedeli? Spolzke porozne površine z impregniranimi olji se pospešeno razvijajo zadnje desetletje in podobni pristopi k mikrostrukturiranim nanosom in prevlekam so se že izkazali v praktični uporabi. Raziskovalci z ameriške univerze MIT so leta 2012 predstavili čudežno steklenico, ki omogoča popolno izpraznjenje oziroma polzenje kompleksnih tekočin, na primer kečapa. Podoben koncept so uporabili tudi za embalažo zobne paste in prevleke pivskih kozarcev, v prihodnosti pa bi lahko podobni pristopi močno zmanjšali količino organskih odpadkov na področju prehrane, kozmetike in farmacije.
kjer se prepletajo kulture, jeziki, okusi in doživetja v neskončnih razgledih preteklosti in prihodnosti. Vinarium Lendava.